ples je v bistvu pač kdo sem, to je tak nekako moj lifestyle in skozi ples izražam v bistvu kdo sem. In zakaj mi ples toliko pomeni je, ker je nekaj, kar me je naučilo živeti v momentu. Ringelspiel. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v Večerovem podkastu. Zdravo, dobrodošli v Ringelspielu, podkastu časopisa Večer, kjer gostim zanimive ljudi z Maribora in okolice. Vsak Ringelspiel prinese novo zgodbo, včasih razmislek, včasih navdih, včasih pa samo dober občutek, da v našem mestu nastajajo res velike stvari. Velika stvar je prejšnji mesec uspela komaj 16-letnemu Ianu Hodku, večkratnemu svetovnemu prvaku v hip-hopu, Mariborčanu, ki je na tekmovanju Red Bull Dance Your Style v Los Angelesu navdušil svetovno plesno sceno. Poimenovali so ga Luka Dončić plesa. Videi njegovega plesa so preplavili družbena omrežja, danes pa ga bomo spoznali ne le kot plesalca, ampak kot mladega človeka, ki s strastjo gradi svojo zgodbo. Ian, lepo pozdravljen. Zdravo. Preden začneva, pa ne pozabite spremljati Ringelspiela na vseh platformah za podcaste, na YouTubu in seveda na www.večer.com. Če vam je pogovor všeč, ga delite, komentirajte, ga všečkate, mi pošljete predloge, koga bi želeli slišati naslednjič. Ian, tvoj nastop na tekmovanju Dance Your Style Red Bull v Los Angelesu je res dvignil veliko prahu. Posnetki tvojega plesa so postali viralni samo v nekaj dneh, v bistvu so dosegli 10 in več milijonov ogledov, 180,000 všečkov, mislim, to so res številke, da rečeš wow. So v bistvu te ti odzivi presenetili? Jaz bi osebno rekel, da sem to kar pričakoval, ker se mi zdi moj stil zelo dinamičen oziroma zelo atraktiven, sploh neki publiki, ki se mogoče ne ukvarja s plesom. Zato pa je potem tudi video postal tako viralen. Mislim, da ima zdaj trenutno tak 23 milijonov ogledov, skoraj milijon lajkov. In potem vsak video, ki so ga objavili za tem, je postal spet viralen za par milijoni ogledov. Tako da ja, definitivno sem zelo ponosen na sebe in veliko priprave in veliko treninga je šlo v to, tako da sem vesel. Kako si se sploh znašel na tistem tekmovanju, za tiste, ki tega ne vedo? Torej, najprej moraš iti na kvalifikacije v svoji državi, če to sploh država omogoča. In s temi kvalifikacijami se potem ti kvalificiraš na državno prvenstvo. Jaz sem bil na državno prvenstvo direkt povabljen. Potem pa sem zmagal državno prvenstvo, to pomeni državni Red Bull Dance Your Style Slovenija. Že drugo leto zaporedoma in potem s tem sem si priboril mesto za svetovni pokal. V bistvu ti bi moral biti na tekmovanju že prejšnjo leto, pa nisi mogel biti, ker si bil premlad, ne? 15 let je bilo pač premalo, ne? Ja. Letos pa uresničitev sanj? Definitivno. Tako, kako sem tudi povedal v svoji objavi, je ta teden mi spremenil življenje, tako da ja. Dobil sem veliko novih priložnosti, da pokažem svoj art na velikih odrih, da učim veliko več, da delam z firmami, s katerimi sem želel delati in tako dalje. Ok, k temu mogoče malo kasneje. Mogoče, če nam poveš za začetek, kako se pa razlikuje to tekmovanje, ta battle v bistvu v primerjavi z klasičnimi plesnimi tekmovanji, ki se udeležuješ recimo v okviru mednarodne plesne organizacije. Torej, če se prva primerjava med, ne vem, IDO pa Red Bull Dance Your Style je to, da na IDO se lahko prijavi vsak, Red Bull Dance Your Style pa potem na svetovnem pokalu je v bistvu samo povabljeni, torej samo en gost iz vsake države. Tako da ja, definitivno bi rekel, da je nivo višji, saj v bistvu konec koncev to Red Bull tekma, že to se sliši veliko in tudi je. Tako da ja, potem kaj je še velika razlika, glasba na Red Bull Dance Your Style je radio glasba. To pomeni, da je glasba, katere plesalci moje zvrsti ponavadi nismo tako navajeni. Včasih nas lahko celo preseneti. Jaz bi za sebe rekel, da sem imel kar srečo z glasbo. Torej to. In tudi
velika razlika je, da odločitve dela publika. To pomeni, dobiš nek karton, oziroma imeli smo to leto take zapesnice z modro in z rdečo lučko in zmagovalec je tisti, ki ima v bistvu več glasov. Torej ni tako kot na tradicionalnih tekmah, kjer so pač sodniki in potem pokažejo, kdo je zmagal, oziroma ocenjujejo na tablicah. Za tebi je za las ušel v finale. Mnogi so komentirali, da je bilo to krivično. Kako si pa ti doživljal? Si bil zelo razočaran? Ne bi rekel, da sem bil razočaran, ker sem dosegel vse, kaj sem hotel in iz tega tekmovanja pridobil vse, kar sem želel. Spoznal sem tudi ljudi, ki sem jih že, spremljal od mladih nog. Definitivno bi rekel, da sem si zaslužil mesto v top 16, potem ko se je združilo 8 zmagovalcev in 8 povabljenih. Za moje pojme nisem izgubil, na videu je pač vidno, da sem imel več glasov. Tako da ja, to se mi pa zdi, da pač tako kot mi je Red Bull povedal, naj bi delal breakdance move, kar za moje pojme in za pojme tudi ogromno drugih ljudi ni res. Ampak ja, definitivno sploh nimam kaj za biti žalosten. Vseeno sem star komaj 16 let, imam že možnost nastopati na tako velikih odrih. Zdi se mi, da sem lahko sam ponosen in hvaležen vsem mojim podpornikom, tako pa tudi Red Bullu, definitivno. Saj je njihova organizacija na najvišji možni ravni in mislim, da ni tekme, ki bi bila boljše organizirana, kot pa to, kar je bilo zdaj v LA v sklopu Red Bulla. Si pa bil tudi eden najmlajših tekmovalcev, zdaj vsi nekako poudarjamo to tvojo mladost. Verjetno opazijo tudi tvoji sotekmovalci. Te to dodatno motivira? Kaj je to, ali je to pritisk? Ja. Meni se samo zdi, da jaz pač uživam, zdi se mi, da dosti truda gre v to, zato se pač lahko primerjam z tekmeci, ki so starejši. Mogoče se mi zdi to malo prednost, ker bi me mogoče kdo, ki me ne pozna, lahko podcenjeval zaradi moje starosti. Ampak ja, jaz dam samo vse od sebe in to je to. Zdaj obstaja tudi posnetek z reakcijami občinstva na ta tvoj znameniti ples in te tvoji movi, ki so res postali viralni. Med njimi je tudi te gledala Mel B. Bi te za začetek vprašala, če sploh veš, kdo je to? Slišal sem, da je veliko ljudi omenjalo, ampak ne vem, kdo je to. Ok, to je iz mojih časov bolj, to je članica svetovno znane dekliške skupine Spice Girls, če si že kdaj slišal? Ja, to pa sem. No, skratka, hotela sem te pa vprašali, v bistvu, kako je, ko te gledajo tudi v bistvu svetovno prepoznavne zvezde ali pa tvoji vzorniki, ne? Ti pa si verjetno prepoznal tam. Načeloma sploh nikoli ne čutim stresa na tekmah. Moram pa priznati, da zdaj v LA je bilo to prvič, ko sem čutil nek pritisk. Vsaj prvi dan. Potem pa ne vem, kaj se je zgodilo drugi dan, ampak kot da bi se nek switch v meni zgodil in zdelo se mi je, da ker sem v bistvu imel zelo težkega nasprotnika, predstavnika države Amerike, ki sem ga tudi uspešno premagal. Zdi se mi, da sem vedel, nekako sem se zavedal, da je tudi on prestrašen. In potem se mi zdi, da ko sem nekako ful bolj skočil v to, namesto da sem v bistvu se vstrašil pa šel stran od tega, ko sem se v bistvu prepustil in sem bil tak, nekako se mi zdi, da me je ta nek strah, adrenalin, da me je povzdignil in da sem se to tudi zelo dobro sem že prej znal, ampak definitivno je zdaj težje na tako velikem stageu to tudi uporabiti. Se mi zdi pa, da mi je potem drugi dan to uspelo, tako da sem nekako čutil ta moč pa adrenalin ravno iz tega, ker sem bil na začetku malo prestrašen in potem na koncu sem naredil veliko več, kot pa bi mogoče pričakoval še. Tada, ja. To je tisti fant, ki je bil celi v črno oblečen? Ja, no, si bil kar drzen proti njemu, ne? Si ga postavil na svoje mesto. Ja, se je zgledal pol malo prestrašeno, čisto iskreno. Tako da ja, naredil sem, kaj sem hotel. Se ti je odprla kakšna nova
priložnost, te je kontaktiralo kakšno veliko ime plesne scene ali pa si dobil kako ponudbo iz sveta show biznisa? Torej, vsaki dan dobivam ogromno mailov, torej, ali da grem kam učiti, ali da sem kje battle guest, ali da delam za kako firmo. Dobil sem tako od slovenskih, kot tudi od tujih firm različna povabila. Torej, največje pa bi rekel, da mogoče zdaj, prej nisem vedel, kdo je Fred Again, ampak Fred Again je zelo, zelo znan artist v svetu tehnoglasbe in on je v bistvu tudi avtor komada, na katerega sem jaz odplesal, ki je potem postal tak fejst viralen. Tako da on me je osebno kontaktiral, da bi naredil nek plesni izhod na njegov novi unreleased komad. Poleg tega pa za zdaj sem že bukiran 2-krat, da grem učiti na Poljsko februarja. Zdaj ravno v petek potujem v Latvijo, da grem učiti pa soditi en battle. Dobil sem že razne ponudbe in za Indijo, in za Nemčijo, in za marsikaj, ampak rajši ne bi govoril o tem, dokler ni vse potrjeno 100%. Tako da ja, definitivno zdaj doživljam to, kaj sem si želel kot mlad otrok. To pomeni, da bi lahko brez skrbi tudi se preživljal od plesa in da bi lahko v bistvu dosegel to prepoznavnost, ko jo zdaj imam. Tada, ja. Si predstavljaš, da bi lahko prodrl tudi na ameriškem trgu? Ameriški trg mi čisto iskreno ni cilj, ker če sem čisto iskren, mi Amerika mi kot država sploh ni všeč. Veliko raje bi ostal v Evropi. Zdi se mi, da tudi freestyle kot sam in battle scena je veliko bolj razvita v Evropi, pač zdi se mi tudi drugačna. Ja, lahko bi, definitivno sem dobil neka povabila že za ameriški trg, ne sicer za, da bi šel učiti tja, ampak bolj v smislu, da bi delal s kakimi umetniki ali pa karkoli. Ne bom nikoli rekel nikoli, ampak čisto iskreno moje mnenje raje bi ostal v Evropi. Tada ja. Ok. Smisla, da boš rekel, ja, valjda, to mi je čist ultimativni cilj. Iskreno povem, sem bil ful vesel, ko sem prišel domov iz LA, ker en teden v Ameriki mi je bilo ogromno. Okay. Ne vem, zdi se mi, nisem zdaj videl cele Amerike, bil sem samo v Los Angelesu, tako da težko rečem, ampak to, kaj sem videl tam, nisem bil preveč zadovoljen kot mesto, samo... Brezdomci na ulici ali kaj? Ja, rekel bi, ja, od tega, da je zelo umazano, ogromno ljudi, zdi se mi, da vse je nek samo šov, kdo ima več denarja, kdo ima več avto, kdo ima več... Da ni teh nekih normalnosti, človečnosti, ne vem. Zdi se mi, da tudi, kaj se tiče hrane, je tam zelo težko dobiti kaj kvalitetnega, pač vsaj v tistem v Los Angelesu, tam, ko sem jaz bil. Verjamem, da se da kaj dobiti, samo pač tam, ko sem jaz bil, je bilo težko. Pa ja, nevarno je. Zelo je nevarno. Zdi se mi, da tudi premoženjske razlike so ogromne. Tako da ja, zdi se mi, da je težko tam živeti. Pa, ne vem, jaz imam rad naravo, pa da je mir, pa to. Tako da Slovenija mi je čisto super za zdaj. Razumem. Vprašala sem te to tudi zato, ker eni naši pesavki pa je tam uspeli, Niki Kljun, za katero sem opazila, da ti je tudi dala virtualni aplavz v komentarjih. Tako da si navezal kak stik z njo mogoče? Ne vem sploh, kdaj sem jaz prišel v stik z njo. Mislim, pač enkrat me je začela slediti na Instagramu. Mislim, da od LA-ja. Ampak ja, definitivno veliko spoštovanje do nje. Definitivno je uspelo. Ampak zdi se mi, da tudi, kaj se tiče Amerike, je zelo, zelo razvita v koreografskem svetu, v katerem jaz nisem toliko vključen, definitivno sem. Ampak definitivno je moja prioriteta zdaj freestyle, kar je pa bolj v Evropi. Tvoj plan je za to tekmovanje v Red Bull Dancer Style naslednjo leto? Bomo videli, kako bo. Jaz načeloma, vedno mi je pač, kamorkoli grem, mi je cilj zmagati.
Tako da ja, da se uvrstim potem na svetovni pokal, ampak po domače povedano bom šel čisto po flow, bomo videli, kako bo. Tako da ja, ne vem, iskreno ne vem, težko rečem za tak naprej. Zdi se mi, da to leto sem se zelo dobro naučil živeti v sedanjosti, ker se mi zdi to ful pomembno sploh za mene, ker drugače sem skozi živčen in nerad delam nekih ogromnih predikcij za naprej. Ampak ja, tako kot sem povedal, definitivno cilj zmaga, uvrstitev, World Final. Ja, pol pa vidimo dalje. Ja, veliko imaš na ramenih, ne, za svojih 16 let, verjetno je težko Ja. to tudi vse pohendlati, ne. Definitivno. Če greva še na tvoje bolj sveže uspehe, ne, ti moram čestitati tudi za nov naslov svetovnega prvaka v hip-hopu. Ja. Zdaj tekmovanje vsako leto organizira mednarodna plesna organizacija IDO, ki sva jo že omenila, in letos je bilo tekmovanje ravno v Ljubljani. Kako ti je bilo tokrat plesati, ne? Ti veliko potuješ, vsako leto si nekje drugje, vsak mesec si nekje drugje, zdaj si bil pa pred domačo publiko, na domačem praktično terenu, no. Kako je bilo to? Moram pohvaliti Azro definitivno, ker je naredila zelo, zelo dobro vlogo pri organizaciji. To je Azra. Ona je v bistvu glavna pri tem PZS za Slovenijo. Ima tudi plesno šolo Hiša plesa in pač spremlja me že od malih nog in se mi zdi, da to svetovno je bilo najboljše organizirano do zdaj, vsaj v mojih očeh. Zdi se mi, da organizirati nekaj s tako maso ljudi je res težko. 4500 plesalcev, nekaj takega, ogromno, ogromno. In se mi zdi, da bi mogli vsi to zelo spoštovati, kaj je ona zdaj tu naredila, sploh za plesno sceno, da imamo v Sloveniji svetovno prvenstvo. Jaz sem bil zelo vesel, ker nisem rabo potovati in sem svojo energijo lahko dal na oder. Pa zdelo se mi je tudi, da ne vem, nekako podpora pa vse je bila mogoče večja, ker je bilo tudi toliko Slovencev na kupu. Vedno se mi zdi, da ko smo nekje skupaj, ko je več Slovencev, se bolj podpiramo, kar je čisto normalno. In ja, jaz sem bil zelo, zelo zadovoljen, torej zmagal sem najtežjo kategorijo, to so pač valjda hip-hop člani, ker je najštevilčnejša kategorija, tako pa so tudi tekmovali zelo, zelo dobri plesalci. Zdi se mi, da definitivno največ odličnih plesalcev do zdaj, ker prej se je včasih zgodilo, da ker ne vem, je bilo predaleč, potem določeno število ni prišlo, tokrat pa se mi zdi, da so vsi ti aduti bili na enem mestu in da smo se tam spofadili. In je zmaga še slajša, ne? Ja, je zmaga še slajša. Je bilo letos ta naziv težje braniti, zato ker si prestopil iz mladincev prvič v torej odraslo kategorijo? Torej, v bistvu zmagal sem na evropskem v članih vse kategorije, ne. To leto na svetovnem pa ne. In kot prvo ne bi rekel, da sem čutil pritisk, ampak moj glavni fokus je šel na to kategorijo solo, hip-hop solo člani, ker mi je to največ pomenilo. Definitivno je kot prvo bilo težje, ker sem v članih, kot drugo pa je bilo težje, ker je to najštevilčnejše svetovno v celi zgodovini. Jaz menim, da če bi to bilo v neki drugi državi, bi imel še večje šanse, da bi zmagal, ne. Tokrat pa sem v bistvu izgubil sem potem popingu, sem bil drugi, me je Wavy premagal, pa potem v battlih tudi. Tako da definitivno sem pač bil zadovoljen, ker me je zbil ven nek tak tekmec, ki je kot prvo moj prijatelj, pa tudi zelo, zelo visok nivo. Vsak je pokazal neko svojo stvar in se mi zdi, da smo oba naredila ful dobro, ne vem. Ja, to je to. Ko sva se leta 2023 pogovarjala po svetovnem prvenstvu na Poljskem, ne? Je bilo na Poljskem? Ja, v Kielcih, ne, mislim, da. Se spomnim, da si bil zelo, ali pa pač vsaj malo razočaran, no, ker si med
si zmagal, v bistvu bil svetovni prvak samo v navednicah v 3 kategorijah in ne v vseh 4, v katerih si tekmoval. Kako se soočaš v bistvu z neuspehi in pa z dnevi, ko stvari ne gredo po načrtih? Mene se zdi, da si kar strog sam do sebe. Pač kot prvo niti ni nekaj časa ful razmišljati, ker že ponavadi potem naslednji vikend potujem nekam drugam ali pa imam druge stvari. Ne rad preveč razmišljam o nekih situacijah, ki ne vplivajo na prihodnost. Ne vem, zakaj bi se zdaj sekiral za za nek poraz, če tako zdaj ne morem nič spremeniti. Definitivno sem v nekem momentu lahko zgledam bolj žalostno ali pa jezno ali pa karkoli. Zdi se mi, da pač, če se ne počutim, da bi se smejal, se ne bom smejal. Nočem se siliti v nobeno emocijo. Definitivno pa sem strog do sebe in sem tudi vesel, da sem strog do sebe, ker drugače ne bi imel takih rezultatov. To imam po ATEV, bi rekel. In še kaj? Seveda, absolutno. Tvoj ata je, ko ga omenjaš, ne, on je glasbenik, ne, v bistvu. Ja. Pa tvoja mama tudi, ne? Ja. Ja, tako da glasbena familija, ti pa plesalec, ne? Ja. To je bil potem ta plus je dal recimo minus, čeprav ne v negativnem smislu, seveda. Super, ja. Zdaj, menjal si različne stile plesa, ne? Hip-hop, popping, lahko mogoče razložiš, kaj sploh razlika med enim pa drugim? Zelo različno je od tekmovanja. To je zelo težko razložiti, jaz bi rekel. Jaz ne vidim razlike. Ja. Rečimo, navadni battli je večinoma glasba ali nek old school boom bap ali pa so te new style battle beats. Tam se mi zdi, da je beseda hip-hop zelo odprta. Pomeni, da ti nisi toliko limitiran na to, katerih pravil se moraš držati, tako bi jaz to v besedo, ker moj freestyle vključuje v bistvu ful akrobacij, ful salt dostikrat. Pol imaš pa Red Bull Dancer style, je pa spet čist tretji koncept, kjer pa ti predstaviš svoj stil, ampak se vseeno moraš držati nekih pravil in tam je glasba radio glasba. To pomeni, da če jaz dobim nek reggaeton komad ali pa če jaz dobim nek komad, ki je, ne vem, funk, jaz lahko plešem hip-hop, ampak jaz lahko plešem prilagojeno verzijo hip-hopa. Teda je spet neka druga stvar. Pol pa imaš IDO pa so ponavadi samo battle beati ali pa pač čisto odvisno od DJ-ja, kaj se tiče hip-hopa. Tam pa si spet nekako se ne rabiš držati vseh pravil, ampak moraš ostati nekako dinamičen, da se priboriš do finala. Tako da to so nekako, je zelo odvisno. Zdaj pa, če imamo popping je pa spet čisto tretja stvar. To je pa ponavadi ali neka funk glasba ali pa karkoli. Tam pa se v bistvu gre za tenzijo mišice in ti se držiš nekega ritma skozi, je pa čist neka druga stvar spet. Ampak moja prioriteta je v bistvu freestyle, kjer imam jaz hip-hop, treniram breakdance tudi, zato da lahko vključujem te elemente pa akrobacije, ki izpolnjujejo potem moj stil. In to je toliko različnih vej, da tako bi to opisal. Imaš pa battle na IDO, tam pa lahko dobiš prvi komad hip-hop, pol imaš oziroma en stil po izbiri DJ-ja, to je lahko house, lahko je funk, lahko je reggaeton, R&B, karkoli. Zadnje je pa vedno ta old school boom bap. In pri teh drugih stilih se gre tudi zgolj za tempo. House je hitrejši, R&B je potem počasnejši in ti moraš potem prilagoditi stil glede na to in plesati v okviru nekih, vseeno moraš pokazati neke določene gibe, da tako rečem, vsaj za IDO. Torej možgani pa telo mora delati na svetlobni pogon. Rekel bi, da to je nek muscle memory. Ko treniraš, jaz ko plešem ne razmišljam toliko. Zdaj, kako pa bi opisal svoj osebni stil? Zelo dinamičen, ogromen poudarek na akrobacijah, na power movih, ampak ne v smislu kot power move breakdance, ampak pač nekaj, kaj vključuje moč. Rekel bi
naporno. Kaj bi še rekel? Vedno predstavljam nek karakter, pa imam neke svoje gibe. Zdaj v komentarjih lahko beremo, ne, da je tvoj osebni plesni stil upiranje gravitaciji. Koliko v bistvu treniraš na dan, da med izvajanjem fizično zahtevnih prvin deluješ tako lahkotno, ne, da imaš takšno fizično moč in da je tvoj ples tako tehnično dovršen? To je zelo kompleksno vprašanje, zdaj bom pa razložil, zakaj. Zaradi tega, ker moj trening je zelo, zelo različen. Pač, če sem v obdobju, kjer je vsak teden neka tekma in imam pol še ocene v šoli in imam še medija, imam več stvari za narediti, treniram pol po navadi 2 do 3 ure na dan. Če pa imam jaz čas cel popoldan trenirati, pa se dostikrat zgodi, da sem po par ur doli v kleti, pa potem še grem, ne vem, fitness ali pa karkoli, pa če treba narediti. Ampak dostikrat mi urnik tega ne omogoča. Tada pač, koliko mi urnik omogoča, toliko treniram. Rekel bi, da skozi se nekako razlikuje, ampak neke 3 ure plus potem pol ure stretching je neka stalnica. To je pač nekaj, kaj probam zdrževati, koliko mi pač gre. Ampak pri meni se niti ne zdi problem. Jaz bi lahko še več treniral, ampak preprosto ne morem usklajevati tega z šolo pa z vsemi drugimi stvarmi, kaj jih moram narediti. Tada za vikendih potem ful več včasih, potem pa pač probam potem za vikend noc spraviti to, kaj sem mogoče čez teden ven izpustil ali pa karkoli. Imaš sploh kak dan brez plesa? Ne. Mislim, brez dela. Jaz bi že rekel, da zdaj trenutno že dolgo nisem imel nekega dneva, kjer bi lahko izklopil možgane, pa bi ne vem, se družil s prijatelji ali pa karkoli. Edino, kaj se kdaj zgodi, je, da kak večer ali pa kaj se lahko s kom tak slišim ali pa grem kam ven, ampak potem pa drugače so pa moji dnevi dokaj isti skozi. Še krepiš svoje telo tudi z borilnimi veščinami, kot si nazadnje? To še uporabljaš? Prej sem še tekmoval celo nekaj malega, treniral sem ful, pa še na klubu sem bil, potem pa preprosto zaradi vseh teh poškodb, imel sem ful težave s ključnico, z gležnji, stopalnico sem si zlomil. Preprosto se mi ni zdelo pametno glede na količino mojih tekem, zato sem nekako dal to malo na stran in sem začel to bolj trenirati za sebe pa za svojo dušo. Mogoče planiram iti kdaj nazaj, definitivno, ampak zdaj ni čas za to, ker imam preveč potenciala v plesu, da bi zdaj se poškodoval, pa bi se mi kaj zgodilo, pa potem tega ne bi mogel narediti. Teda to zdaj delam bolj zgolj za sebe. Zdaj bo po mojem to bolj pogosto, da sem z svojim prijateljem dobil, pa bomo to trenirala, ker on je pa professional MMA fighter. Ampak do zdaj mi urnik ni omogočal, teda z njim zdaj delam sama. Zdaj ti si začel plesati pri nekje 3 letih. Ja. Kdaj pa na lastno pobudo dodajva še to, ne, to je zelo pomembno. Kdaj pa si začel resno trenirati oziroma kdaj si začutil, da pa je ples nekaj, čemur se želiš resno posvetiti? Med korono, ker sem bil dovolj star, da sem imel neko mentaliteto, da sem videl to vizijo, kaj dejansko hočem biti. In takrat sem tudi imel ogromno časa, ker je bila šola online, da sem ga posvetil treningu. In od takrat naprej je šlo samo navzgor. Torej 4 leta nazaj, 5 let, ne? Ja, lahko rečeva. Ja. Kot si že omenil, ne, zdaj ti na neki battle pa na tekmovanje ne prideš z neko koreografijo, kot je to pri latinskoameriških plesih, ne, ker je vse v nulo določeno. Ja. V bistvu dobiš neki komad, ne veš katerega, in potem freestylaš, ne. Zdaj pa mene zanima, koliko je v tem freestylu res freestyla, koliko je pa naprej pripravljenega? V bistvu so neki koncepti, ki so lahko pripravljeni. To je v bistvu kot neka stvar, v katero se lahko zatečeš, če po domače povedano, če ne veš, kaj bi. Ampak drugače pa je vse dokaj s freestylom. No, mislim, imam par akrobacij, par gibov, katere lahko naredim kot nek special moment,
ampak dokaj vse freestylovno, no. Ne vem, ja. Ja, so pač elementi, ti pa Ja. potem vmes povežeš Ja, z ja. tem Ja. freestylom, ne? Ja. Nekako tako si recimo predstavljam. Zdaj študiranje glasbe, glede na to, da ne veš, kateri komad dobiš, ne, je verjetno tudi zelo pomembno, ne? Koliko se temu posvečaš? Slušalke imam v ušesih vsak dan. Mislim, da tako 4 ure, 3 ure. To je preveč. Ne priporočam tega, ampak tako pač je. Zdi se mi, da to je neka moja slaba navada, da skozi hodim po hiši s slušalkami. Poslušam pa veliko različne glasbe, ampak poleg tega tudi to, kaj se predvaja na tekmovanjih, ker ko spremljam v bistvu te artiste, ki objavljajo te glasbe, in ker potem jaz to tolikokrat preposlušam, se dostikrat zgodi, da poznam skoraj čisto vse komade na tekmi. Kaj pa se zgodi, to si že prej omenil, če komada ne poznaš, ali pa če ti je tuj, ali pa če ti je zoprn, Se moraš ali pa ti pač ni všeč. prilagoditi. Moraš se prilagoditi, pa z nasmeškom iti naprej. Da to nimaš druge. Dostikrat se to zgodi. Ampak prej si rekel, da ti nasmeški taki na silo ne grejo, ne? Ne grejo mi, ampak so pa prisotni dostikrat. Ok, na tvojih nastopih je opažen tudi tvoj stil, recimo osebni, ne, oblačenja in tako naprej. Kako pomemben je zate look na odru? Zelo, zelo, ker zdi se mi, da v bistvu kako vse skupaj izgleda, je v bistvu zelo, zelo pomemben outfit. Zdi se mi, da če nisi tako dober v plesu, pa imaš ful dober stil, te to tudi lahko malo reši do neke mere. Tako da ja, to pa definitivno se mi zdi, da se pač stil izboljšuje, pa malo izoblikuje čez leta, ker zdaj trenutno imam tudi več možnosti, da delam s takimi znamkami, ki mi ponujajo oblačila, ki bi jih jaz rad tudi imel. Tako da ja, Bolj dostopno, ne? bolj dostopno. Zdaj po drugi strani pa pomemben tudi ta attitude, ne, ki ga imaš na odru do sotekmovalca. Ti imaš recimo močno ekspresivnost obraza, vedno daš neki message, ne, temu svojemu sotekmovalcu. Koliko je pa to naštudirano, ali pa koliko je pa to spontano, pride to z glasbo, pride to s feelingom? Ponavadi pride to z glasbo, ampak jaz na teh nekih bolj temačnih bitih rad pokažem nekako svojo jezo, pa da res hočem zmagati, no. In zdi se mi, da zadnje čase se na takih tekmah dostikrat za moje pojme, da je premalo tekmovalnosti, ker se mi zdi, da vseeno mora biti ta neka tenzija med tekmovalci, da je vse preveč veselo, no. Zakaj pa? Mislim, kaj ni več motivacije za zmago, ali kaj? Ne, zdi se mi, da vsi tako, da hočejo tako, ja, veselo tu plešemo, ne vem, jaz imam iskreno taki pristop, da ko pridem gor, hočem zmagati, pač ni prijateljev gori na odru, vsaj v battleih ne, potem pa valjda, da normalno to moraš se tudi naučiti prenesti, da potem to ni tako, ko prideš dol z odra, ne, da je to potem samo na odru. Ampak ja, jaz imam rad to neko tekmovalnost v zdravih mejah, pa pač v momentu sem tako, kak sem, pa predstavim to emocijo, kako se počutim. To je pa dostikrat neka jeza ali pa tako. Ne vem zakaj, ampak tako sem. Se nam hotela vprašati, zakaj si jezen, ne? Ne vem, tako sem. Okay. Na odru. Na odru ali? Na odru samo, nisem drugače jezen. Ok. To sem te že vprašala, pa vseeno še enkrat z naše poslušalce, ne, kaj ti v bistvu pomeni ples, kaj doživljaš, ko pleseš? Vedno imam nekak isti odgovor na to, ampak ples je v bistvu pač kdo sem, to je tak nekak moj lifestyle in skozi ples izražam v bistvu kdo sem. In zakaj mi ples toliko pomeni je, ker je nekaj, kar me je naučilo živeti v momentu, ker če bi jaz med plesom razmišljal o 100 stvarih, ne bi dobro plesal. Tada, ja, to. Zdaj imaš kakega vzornika ali umetnika, ki te navdihuje?
Ogromno, v bistvu imam ogromno inspiracij, ne samo iz plesa, ampak tudi iz drugih športov, ampak če bi mogel omeniti par nekih velikih imen, iz plesa so to v bistvu celi Red Bull tim, to vključuje, ne vem, Rubix, Talamuerte, Jean-Michel Cruel, koga bi še tak izpostavil, Majid, potem pa še v bistvu francoska scena plesa me zelo inspirira. Zelo se tudi vidim v tem in definitivno planiram za nekaj časa iti tudi živeti v Pariz. Tam dejansko na ulici imaš lesene podeste v kakem parku recimo in se folk tam zbira in pleše, ne? Ja. To je bilo fajn videti v Mariboru. Ja, zdi se mi, da za Maribor to ni, ker ni tu ples, že kot v Sloveniji ni tak fejst razvit proti nekim drugim državam, teda ja, mogla bi biti večja masa ljudi za to. Kakšna bi rekel, da je plesna scena v Mariboru? Razen majhna. Ker plesnih šol je pa veliko, čisto ne? iskreno, ja, ampak to ne pomeni, da je razvita scena. Rekel bi, da nekako gre na boljše. Rad bi videl, to jaz vedno povem, da bi se v Sloveniji, da bi bilo manj plesnih šol, da bi se bolj skupaj združili, da bi bil večji budžet, da bi imeli boljše trenerje, lahko posledično tudi s tem, ker bi bilo več učencev. In bi imeli nek skupen community in da bi se prenehalo to neko konstantno tekmovalnost na negativen način pa skozi primerjanje, da bi se v bistvu bolj združili skupaj, to bi mi bilo idealno. Ampak ja, če pa rečemo Maribor kot sam, pa ima definitivno potencial, tako kako ima tudi cela Slovenija. Kdaj ga bomo pa izkoristili, pa ne vem. Jaz se trudim, da to poboljšam in gre malo na boljše, ne samo zaradi mene, definitivno zaradi ogromno drugih predstavnikov, tako tudi Niki, ki ima zelo uspešno plesno šolo in ja. Kako bi pa izboljšal to situacijo tu v Mariboru recimo? Tako, kako sem povedal, če bi bilo po moje, bi združili več plesnih šol skupaj. Mislim, boš to naredil? Bomo videli, ne vem. Okay. Definitivno imam cilj imeti neko svojo plesno šolo, eventualno ne v bližnji prihodnosti, ker moram izkoristiti najprej svoj potencial, potem pa bomo videli. Bom se potrudil narediti največ, kar lahko. Zdaj, ti si dijak drugega letnika 3. gimnazije Maribor. Prej si že večkrat omenjal, kako težko v bistvu usklajuješ vse te obveznosti, ki jih imaš, tekmovanja, potovanja. V bistvu, kako jih pravzaprav, kako ti gre v šoli? Handlaš vse to, zmoreš vse to? Jaz bi rekel, da glede na to, kako zaseden sem, mi gre kar dobro v šoli. Vseeno imam nekako ta dar, da si snov lahko dokaj hitro zapomnim. Šlo bi mi boljše, če bi v bistvu ne bi bil tak zaseden, ampak ni mi zdaj cilj spet biti odličnjak. Ampak da bi prišel čez gimnazijo z nekimi 4, 3 je za mene idealno. No. In ja, trenutno mi gre. Prejšnjo leto sem bil prav dober, to leto je tudi to cilj, zdaj bomo videli, ampak ne bi se rad preveč žrl čez ocene, pač potrudil se bom itak 100%, kako pa bo, pa bomo videli. Zdaj po vsem tem medijskem pompu okoli tebe, so šolci gledajo na te kaj drugače? Ne vem. Si opazil? Mislim, ja, sem opazil, vidim, da težko povem to, no. Zdi se mi, da mogoče se mi zdi, da me vidijo kot nekaj več kot prej, ampak se mi zdi, da imam super sošolce, tako da je vedno bilo neko spoštovanje med vsemi nami. Mogoče si još mogel vzeti čas, ne, pa iti z njimi kako čago ali kaj, jaz vem, ne vem, kaj delate danes, mladi, pojma nimam. Ja, mogoče, bomo videli, ja. Na Instagramu te spremlja več kot 100,000 ljudi, kar je ogromno. Zdaj me kot prvo me v bistvu zanima, koliko si imel pred Los Angelesom sledilcev? Ja, januarja sem imel 2000. Dobro. Oktobra
šestega, mislim, da 13,7 tisoč, kar že ta skok je kar dober. Precej? Zdaj pa imam 102 tisoč. Pardon, očitno je v par dnevih šlo toliko gor. Dobival sem po 10 tisoč sledilcev na dan. Kak je feeling to? Mislim, kaj ti da to neko moč, zadovoljstvo? Kaj ti dela, ko vidiš to, kako raste? Sem ponosen, ampak ne vidim se kot čisto nič drugačna oseba, v smislu, da bi jaz zdaj se mogel drugače obnašati za to. Nimam rad ljudi, ko se zaradi svojih sledilcev povzdigujejo. Tako da ja, ponosen sem na sebe, zdi se mi, da dobil sem ogromno prepoznavnost. Tudi to, kaj se mi zdi, da sem si zaslužil, pa kaj sem si želel že od nekdaj. To mi je v bistvu omogočilo marsikaj, veliko več kontaktov imam, ampak čisto nič drugega kot to. Ponosen sem pa tudi, ko tako se malo primerjam z drugimi Slovenci, tako se dobro sliši, ampak ja, ne vem kaj drugega, da bi rekel. Mogoče ali od tega že kaj zaslužiš? Kaj se tiče TikToka, mislim, da se tam da nekaj narediti, ampak še tako ali tako nisem polnoleten. Tako da ja, dobim denar za kake promocije ali pa kaj, da bi pa direktno od Instagrama dobival kaj, pa ne. Ampak nisem še toliko šel, se naučil niti, kaj jaz lahko z tega zdaj povlečem, pa to nisem še, če sem čisto iskren. Rekel pa si, da imaš kar nekaj ponudb podjetij za Ja, razne to pa promocije definitivno. in tako naprej. To pa To pa potegne definitivno. potem za seboj. Potegne, ampak ne moreš niti vsega sprejeti. Kot prvo, z nekaterimi ponudbami se mi za zdaj zdijo še neprimerne, pač vsaj za moj plan. Nekateri bi tudi potem za dolga sodelovanja dosti zahtevali in zdaj moja prioriteta je vseeno ples, trening, da dosežem še stvari, da v bistvu res dosežem svoj potencial, ne pa da bi zdaj že kar ne vem kaki denar služil. To se mi zdaj zdi nesmiselno. Definitivno pa zdi se mi tudi pomembno, da sem ekskluziven, da nisem vsem dostopen, pa tudi, da v bistvu delam z ljudmi in s firmami, ki jih jaz vidim kot nekaj, kaj bi jaz dejansko rad delal in da, ja. Se ne razprodaš, ne? Da, ja, definitivno. Kakšni so pa tvoji načrti in sanje za prihodnost poleg plesne šole, ki si jo že omenil? Rad bi, tudi vidim se kot nek model ali pa karkoli za kako prepoznavno znamko, na primer, poleg verige plesnih šol bi tudi online klase rad delal. Rad bi v bistvu imel tudi svojo kolekcijo oblačil, pa vse, kaj je povezano s tem, pa z social media, pa ja. Ampak že to se mi zdi nek veliki zalogaj, saj vse, kar bi rad delal, bi rad naredil na res visokem nivoju. Teda ja. Izvajaš pa že masterklase plesne? Ja, trenutno imam v bistvu ta Flow 99, preko katerega v bistvu organiziram klase. Moto je Dance Beyond Limits in v bistvu organiziral sem zdaj 3 edicije do zdaj, tako pa tudi battle organiziram. To leto v bistvu ne bom imel časa, pa isto za Flow 99 še nisem čisto prepričan, kako pa kaj bo vse šlo, ker me niti ni v Sloveniji. Ampak ko bom imel možnost, bom definitivno spet naredil neko edicijo. Nek plan imam zdaj za december, ni še 100%, ampak ja, moja prioriteta je vseeno moja plesna kariera, ampak to je nekaj, kar hočem tudi omogočati plesalcem v Mariboru, ki bi se radi učili od boljših ljudi, kontakte za to imam in potem v bistvu to v bistvu samo uresničim in je to. Kje pa se v bistvu dolgoročno vidiš? Doma, v Sloveniji ali v tujini? Težko rečem, ker dosti plesalcev v bistvu dela te neke turneje, kjer potuje iz države v državo. Ampak ima potem neko stalno bivališče doma v
državi. Ne vem, vidim se v Parizu. To je edino mesto, v katerem bi se tako videl za daljše obdobje. Druge pa ne vem. Bomo videli, kaj bo prinesla Bomo videli, prihodnost. ja. A ne? Ian, hvala, da si bil danes z mano, z nami in da si nas spomnil, kako daleč lahko prideš, če delaš s srcem in disciplino. Ja, hvala vam. Če ste uživali v današnjem pogovoru, Ringelspiel spremljajte še naprej na vseh platformah za podcaste in na YouTubu. Do naslednjič se vidimo, slišimo in beremo na www.večer.com.